To je Radio 1 podcast. Tako, torej, spoštovane naše in naši, samo 9000 evrov, okrog 9 jurjev, za 440 dni nepozabnega potovanja od Maribora do Singapurja. No, z nami je Slovenec, ki je diplomiral, potem pa se podal na pot. Torej, kdo si in kaj počneš? Ojla, moje ime je Gašper Šircelj in 1 leto pa 4 mesece nazaj sem se odpravil na pot, ki je trajala vse od Štuka iz Maribora vse do Singapurja. 16 000 km sem naredil. Wow. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Kdaj si prišel nazaj? Prišel sem lih 4. septembra, torej zdaj lih malo več kot 1 mesec nazaj. Si mogoče v teh dneh kaj pomislil, da bi se odpravil še kam? Je bilo tako dobro, da bi bilo vredno to še nadgraditi? Ja, moram priznati, da ko sem prišel, nisem vedel kakršnih ciljev, potem še za naprej na pot, ampak zdaj pa sem kar začel že razmišljati. Ja. Resno, po enem mesecu? Že srbijo noge. Tako, ja, nekaj se je užgalo v meni, ampak ne za tako dolgo. Tako za 3-4 mesece bi šel na pot, to je pa to, no, tako da za krajše obdobje, bom tako rekel. Spet s kolesom? Kolesom, tako, ja, spet s kolesom. Dobro, prebrali smo, da nisi imel neke kolesarske kondicije, verjetno podvig ni bil enostaven. Tako je bilo težko, prej, moram povedati, prej jaz nisem bil kolesar, jaz sem za fizično pripravljenost, sem v bistvu naredil 2-krat pot do Bleda, iz Ljubljane do tja, pa z vlakom nazaj. Tako da jaz fizične pripravljenosti nisem bil nikakršne. Ampak sem videl na poti, sem se pa potem fizično okrepil, tako da ni bil problem nasploh. So ti prav kavbojke, si ojačal noge, kako je s tem? Noge imam jaz zdaj jeklene, res sama mišica je to. Okay. Predvidevam, da si imel dovolj časa, da si preračunal, koliko si povprečno prevozil čez dan, vsak dan. Je bilo odvisno od države. Naprimer bom rekel, ko sem bil v Turčiji, sem tam 70 km naredil na dan, ker je malo bolj hribovita. V Indiji, Indija je bila čist položna, tako da sem tam naredil okoli 90 do 100. Wow. V Nepalu, v Himalaji, visoko gor sem 30 naredil, ker sem takšne višinske razdalje delal, tako da odvisno od države. Samo še nekaj. Kaj pa je bil najvišji vrh, ki si ga dosegel? Najvišji vrh je bil v Nepalu, v Himalaji, na Torongla prelazu, na 5416 metrih. Si pa še gor s kolesom? Vse s kolesom. Wow. Mislim, si vmes tudi porival kolo? Tako je, jaz sem bil tam za zadnje 3 dni v debelem snegu, tako da ni bilo šanse, da bi sploh kolesaril gor, tako da sem mogel potiskati. Neverjetno, morda samo še to, cene koles letijo itak v nebo, zdaj kolesarstvo je ultra popularno. Koliko si dal ti za svoj bicikl? Za mojega sem plačal okoli 1100 evrov, potem pa še dodatne torbe, popotniške torbe, pa še ostale zadeve, šotor, oblačila, takšne zadeve. Vse na koncu sem plačal okoli 1700 evrov, nekaj tasga. Wow. Za celo opremo. Koliko je zdaj vredno kolo? Pa zdaj je zanimivo vrednosti. Jaz ga ne dam naprej. Ampak tako, če bi ga hotel prodati, a je sploh še kaj vredno ali je celo že uničeno? Mislim, zdaj je v stanju, da ga lahko proda za 50 evrov največ, tako da ga mora samo urediti, no, ampak pa bi pa rekel, da bi lahko nekaj denarja dobil nazaj. No. Kako utrgan mora biti človek, da se odloči in gre od doma do Singapurja? V čem je fora? Kaj se je zgodilo takrat? Takrat je bilo že 1 leto od tega, bi rekel že kar par let od tega, ko sem začel o tem razmišljati. Moram povedati po resnici, zakaj sem se za to odločil. Jaz sem že, ko sem bil mlad, sem videl, da življenje, je resnica, da življenje je samo enkrat. Kratko je, toliko, da ne moramo si predstavljati. Škoda mi je bilo, ko sem videl toliko enih starejših oseb, 80 let starih, pa vsi so isto govorili, pejt potovati, pejt po svetu, pa boš vse videl. In jaz sem dejansko sem si to zavedel, sem si rekel, ok, pač neki moraš že oni vedeti, ne. Tako da jaz sem si rekel, Gašper, 1 leto si boš vzel časa, kaj pa 1 leto v primerjavi z celim življenjem, ki ga boš imel pred sabo. Ja, z neskončnostjo. Tako, ne. Rekel si, ko si bil mlad, zdaj si koliko star, 22? Zdaj sem star 26 let. 26, no. To na mlad si mislil, kdaj? 4-5 letnik? Ja, tako. Torej, ko si sanjal še kot deček, kam bi tu šel, ko si bil deček? Tako, ja, jaz nisem se z legicami igral in sem o tej poti razmišljal. No, lepo. Dobro. Končal si računalništvo? Tako je, v Mariboru sem diplomiral računalništvo in to moram povedati zgodbo. Na isti dan, dejansko. Aha. Na isti dan, 20. junija, jaz sem diplomiral, ob 8. zjutraj sem šel na faks, lepo dobil 10, čez 8 ur sem bil že na kolesu. Predtem sem se pa dobil s kolegi v mariborskem Štuku, 25 kolegov se je zbral, smo žurali tam, smo pili, uživali, na ob 4 popoldne sem se usedel na kolo. Zmačkan. Mislim, bil sem primeren. Ja, tako. Sem bil ok, sem preživel tisti prvi dan. Prva
prva tura, ki je bila prvi dan, od Štuka do? Kje Od si zdržal? Štuka do polja polnega hmela. Kaj so starši rekli na to? Starši, seveda, bili so zaskrbljeni. Prvič, ko sem rekel na nedeljskem kosilu, to je šla beseda noter v eno uho, pa skozi drugo vrt. Itak, to se ne bo zgodilo. Ja, to so samo neke hormočke, bo že pozabil. Ampak pol, ko sem začel govoriti, pa pač so postali bolj skrbni. Pozorni? Tako je. Ja. Si se mentalno pripravil na to pot, ali si rekel, kar bo, pa bo, Klinska gleda? Pripravil sem se bolj na kakšna res huda območja, na kak Iran, Pakistan, vize, necepljena, zdravje. Ampak to je bilo pa to, dejansko jaz, ko sem šel na pot, nisem imel nekih pričakovanj, ker sem vedel, da če bom imel neke pričakovanja, bom manj videl, kako pa sem zdaj. Tako da sem sam šel na pot in kar se mi je zgodil. Pač si se prepustil, si se prej kaj cepil, ker si se pozanimal, kako in kaj? Tako je, v enem tednu sem dobil 5 cepiv v mojo roko, jaz ne vem, kako sem tisti teden preživel. Ja, to je vse šlo na hiter. Katera država te je najbolj presenetila tako, glede na kulturo? Najbolj me je presenetila, jaz bi rekel, da je Iran. Iran mi je bila toliko lepa država, res. Tam sem bil 2-3 mesece, toliko enih prelepih ljudi je bilo tam noter, toliko ene narave prelepe, kulture, zgodovine. Iran je bil zame najboljša država, ki sem jo obiskal. Se zavedaš, da je to skoraj neponovljivo, ker se zdaj na Bližnjem vzhodu dogajajo vojne? Ne? Tako, jaz sem bil v Iranu, ko se je ta vojna začela, na sredini, in že takrat sem bil kar v skrbeh, kaj se bo zgodilo, ampak na srečo takrat je bilo vse ok. Zdaj moram povedati, da jaz ne bi šel v Iran. No. Ker si omenil dobre ljudi, fajn odnos do tebe kot popotnika, a si kje doživel, da si rekel, pa kaj je s temi ljudmi, kaj je s temi prebivalci v tej državi? Ja, to je, takoj se dobil misel na Indijo. Na Indijo? Ja, Indija je takšna država, tako priješ noter, se začneš spraševati, kako oni, zakaj so takšni, dejansko. Ampak si imel ti negativen občutek, so te sovražili v primerjavi z ostalimi, ali kaj je bilo tam narobe? Ne, oni so me gostili, oni imajo v kulturi, da goste sprejme kot bogove, dejansko. Ja? Jaz sem bil tam res v dobrih rokah, ampak kultura tam je čist drugačna. Recimo, kaj je toliko drugačnega kot naša kultura? Naprimer, jaz, ko sem bil na kolesu, sem rabil čas zase, ampak tam nikoli nimaš časa zase. Vedno so okoli tebe ljudje in vedno buljo vate, vedno gledajo vate. Če se usedeš na rob pločnika, to se bo v 2 minutah okoli tebe množica 20 ljudi nabrala. In to je vedno. In te bojo vsi gledali. Gledajo te, pa tudi če jim rečeš, da grejo stran, se bojo šli. Sam čez pol minute bo spet nova množica prišla. Neverjetno. Ampak ti si lahko tiho tam in oni so tudi tiho s tabo. Ja, in to stojijo in buljo. Wow. Ja, ker ti si ko vesolc, ne? Ja. Ti si udrl v njihov prostor, ne? Tako je, v njihov tako je. vsakdanjik, kjer se nič ne spremeni, si ti nek tujek. Ne? Tako je. Kako ti si bil v državah, v nerazvitih območjih, državah tretjega sveta, recimo in temu, kako si se sporazumeval? V vsaki državi sem se vsaj ene par besed naučil, tako da je res v vsaki državi, Indija, Iran, Turčija, vedno, to je zelo pomagalo. Če prebivalci vidijo, da vsaj nekaj znaš jezika, takoj drugače gledajo. Recimo, kaj prosti, ker te prekinem, kaj so tiste besede, ki jih moraš vedeti, recimo osnovne, če se nekdo še odloči iti malce potovati po svoje, katerih tistih par besed, ki jih mora človek vedeti? Je to pozdrav, je to hrana, tako je to čist navade, živijo, adijo, od 1 do 10, takšne pač čist običajne. Če imaš pa kakšne posebne, tako naprimer v Bangladešu, jaz sem vsega, ki sem videl, sem srečo, sem mu rekel salam aleikum. In to, ko so videl mene belcah, da sem mi rekel salam aleikum, o moj bog, to so takoj postavljene. Kaj pa Indija? Si imel kakšno tako besedo? Tako, imel sem namaste, ram ji. Kaj to pomeni ram ji? To je namaste pomeni živijo, ram pomeni kot Bog te blagoslovi, ji pa pomeni kot nek gospod, zelo spoštovana beseda za gospoda. Tako da, ko sem to rekel, tako je bil presenečen, da sem to znal. Te drugače gledajo, ne? Res, še enkrat, nisi statistika. Nisi statistika. Zanimiva. Nisi imel telefona s sabo, si imel telefon s sabo? Imel sem telefon s sabo, moram reči, vedno sem se naučil jezika, ampak Google Translate je bil pa kralj. Sem vedel. Okay. Kaj pa ceste, si vedel, kam iti točno, si imel že točen načrt, ali si vmes kaj spreminjal, si gledal kaj na Google Mapse, kako je to potekalo? To sem, načeloma sem vedel, do katerih velikih mest bi šel, ampak dejanske poti pa sem samo, zjutraj sem se zbudil, fliknil v navigacijo in tja, kam me je peljala.
Z vetrom. Dejansko, Kako ja. lepo, kako Ješ lepo. in greš. Tako. Gašper, kje te je bilo na poti od Maribora do Singapurja najbolj strah in zakaj? Najbolj bi rekel, da zgori visoko v Nepalu, v Himalaji, tam na 5000 metrih, ko sem imel še en dan do vrha, do prelaza Torongla. Ja? Takrat je bilo težko. Takrat na tisti višini, nad 5000 metrov, ti nimaš energije, nič. Kisika je v zraku absolutno premalo za človeško telo, tako da takrat nisem imel energije, res nič. Nula. Ja. Še zmaten sem bil od prejšnjih dni, tako da ti zadnji dan do prelaza je bil zame najtežja fizična aktivnost, ki sem jo doživel na poti. Kaj sem oblečen gor na 5000 metrih? Tam ni spet toplo. Ja, minus 15 je bilo takrat zadnji dan. Si imel dovolj stvari? Sem imel. Sem v mestu pokera, sem se izposodil oblačila, da sem imel vsaj pol puhovko, pa dobra hlače. Čevlje sem imel pa absolutno preslabe. S tistimi čevlji sem eno leto v Cvetličanu, pa v Šterko hodil, čisto blizu Ducali, zgori na tisti višini še dereze imel sem dereze, ampak so mi počle. Ja. Tako da jaz sem dejansko pol do 5400 metrov z eno nogo guru. Desna dereza mi je čist nedelujoča bila, tako da sem z levo nogo sem gural do vrha prelaza. Tisto je bilo absolutno neverjetno. Težko, ampak nekako mi je uspelo. Vidim, da ima Klepač eno vprašanje, ampak še mene nekaj zanima. Zdaj pri strahu. A je kdo vmes streljal na te? A so te napadale kakšne živali? A je bilo kaj takega res, ker si se zbal za svoje življenje, ne toliko za fizični napor? Glede ljudi, moram reči, da nisem imel nobenih problemov. Te je kdo okradil? Nič. Glede ljudi, nič, kaj da bi lahko omenil. Glede divjih živali imam pa zgodb na pretek. Resno? Ja. Ok, bomo o tem kasneje govorili, kakšni divji živalci. Mene zanima, koliko je tehtana oprema, ki si imel s sabo? Torej, ko sem štartal na pot, sem imel okoli 45 kg, to je kolo in oprema in vse. Okay. Na koncu sem imel okoli 35, tako da 10 kg sem se znebil. Torej si skušal 10 kg. Bilo se je tako, 20 kg sem prišel lažje nazaj. Jaz 10, pa še kolo 10. Torej človek dejansko po tolikih dneh kolesarjenja ugotovi, da ne rabi toliko stvari. Ja, pa to že po enem tednu vidiš, kaj rabiš, pa kaj ne. Pa sam gre ali po dariškom, ali gre v smeti, ker gramatura je zelo pomembna na takem potovanju. Gramatura, nekaj lažja. Ja, gramatura. Vi ne morete verjeti, kaj sem jaz vse rezal, kakšne trakce, miligramske, sam zaradi teže. Ja. Vse se pozna. Ampak, a si se vmes kaj ostrigel, ker lasje imajo tudi nekaj gramov? Ja, jaz sem že na začetku šel kar z obrito glavo, tako da tukaj nisem mogel nekaj dodatki še zgubiti, ampak dejansko res trakce sem rezal, res za vsak gram. Samo en SMS, Gašper, katera firma kolesa? Marin. Tako. A to sploh poznamo? Je za potovalna kolesa, to je ena najbolj znanih znamk. Slovenci nismo vseeno toliko paljeni na to, ampak Marin je znamka. Kako je zdaj s temi divjimi živalmi? Torej? Zgodbice. Se kar spustimo najboljšo. Ko sem bil na vzhodu Turčije, sem šel spat v neaktiven vulkan, ker koliko je to dobra zgodba, da greš kampirati v neaktiven vulkan. Ja? Ko sem bil znotraj vulkana, sem prvi mestu pri jezeru, ki sem še hotel prespati, videl malo medvedko, pa dva mladiča, ko so tekli proti meni. In jaz hiter stečem na parkirišče, ki je bilo 3 metre zgori nad mano, sem videl te 3 medvede, ki so tekli po isti poti, na kateri sem lihkar bil. Jaz sem sam naslonil kolo na drevo, skočil sem na streho ene kavane, ki je bila za mano 4 metre, ampak ta kavana, to je bila narejena iz vej pa kamna. To je bila slabna stanje. Kamarna. Tako, turška kavarna. Tako da potem, ko sem bil gor, še 3 medvedi dodatni so prišli, zavohali so čez eno uro, bil sem tam, ker je že bila tema, čez 1 uro so zavohali mojo hrano v torbah, vse so mi pojedali, torbo se mi čist raztrga, še moja zdravila so zavohali, jih vse pojedali, od aktivnega ogla so mi pojedali, pa do klaritina, pa do antibiotikov. Najbolj zdravi ljudje, mislim, medvedje na svetu. Ne vem, ali so umrli, ali pa so bili tako najbolj zdravi medvedji v celi Turčiji, pa na svetu mogoče. Pa svet jih moraš razumeti, ne? Oni so pač videli spet nekega turista na novo. Ja. Sigurno ima kaj dobrega za podzob. In si imel, ne? Imel sem med. Evo lik za njih, so zavohali. Igor sprašuje, verjetno je malenkost kasneje se pridružil, rad bi povprašal Gašperja, kako je bilo z njegovo kondicijo in kako so ga kaj ljudje sprejeli in koliko se je kaj spočil od dneva do dneva. Torej, za kondicijo smo povedali, si šel pač, si jo nabiral skozi dneve. Kako so ljudje so te krasno sprejeli, kako si se počil? Torej, jaz sem imel plan tak, da sem kolesaril 3 pa 4 dni,
Po temu sem pa imel počitek, rečemo 2 dni. Tako da sem si planiral pot, da bom prišel do nekega velikega mesta v tem času, kjer sem šel kakmu prijatelju spat ali pa v hostelu, kjerkoli, tako da sem si spočil, pa spet na pot. Zdaj, ko govoriš teh prijateljih, to si že prej poklical, prej ste pogooglili, kaj ste naredili, kako, ali imaš prijatelje po celem svetu? Sproti na poti, torej moram povedati, jaz sem uporabljal neko aplikacijo Couchsurfing in prek te aplikacije lahko... Couchsurfing, To aplikacijo sem uporabljal, vse od Turčije naprej. To je bil zame dragulj, res. Koliko enih ljudi sem na tej aplikaciji spoznal, koliko zastonj sem dejansko prespal, koliko prenočiš sem najdel, koliko dobrih ljudi sem spoznal, tako da to sem uporabljal. Prek te aplikacije sem dejansko še največ ljudi spoznal na državah. To je dobro na svet potem. Torej se stače, če greš potovati po ceni in če hočeš spoznavati ljudi, je povsem varno. Couchsurfing. Tako je, to je čisto drugačen način potovanja, koliko ga poznamo. Mi je škoda, ko vidim ljudi, ki grejo naprimer v neka velika mesta, kot turista se delati. Mislim, da najboljše izkušnje so, ko mi se družimo z samimi ljudmi, z domačini. Torej s tistimi, ki dejansko poznajo kraj oziroma so tam rezidenti. Darja sprašuje, na tako dolgi poti verjetno ni dovolj samo znati zamenjati samo zračnico, ampak tudi zavore in ostalo. Kako je bilo s tem? Kdo ti je pomagal, ko si tam v MP3 krajih, kako prideš do neke rešitve, če gre kaj narobe? Ta kolo, ki sem ga imel, je zelo univerzalen. Tako da, kjerkoli sem imel probleme, sem vedel, da bom najdel tudi kose. Ampak sem imel pa tudi situacije, kjer dejansko sem bil kar v zagatah. Takrat sem imel spet srečo, ker so mi ljudje pomagali toliko, da težko opišem z besedami. Res vse so mi dali, pomoč so mi dali v parih minutah, pa so mi potem kolo uredili. Ampak danes je tak svet, da kjerkoli si boš najdel kose, nekaj se bo že uredil. In prej si omenil zdravila. Si imel kakšno posebno bolezensko težavo v tem dobrem letu? Ja, v Indiji sem krilulav. Kri si stal? Tako, v hotelski sobi, kjer je imela podgane. Veš, ko sem ti rekel, Klepač, kdaj, če ne boš tega naredil, boš kri stal. Se spomniš tega? Treba sem v Indijo iti, V Indiji pa sem imel še zastrupitev za hrano, kar je bilo pričakovano. Glede na to, da sem bil 5 mesecev v Indiji, sem bil še ok. Enkrat sem imel samo zastrupitev. Če greš v Indijo, že skoraj da je to folklora, da se lahko pohvališ, da si zastrupil s hrano. Tako pravi. Ne poznam skoraj nobenega, ki je bil v Indiji dlje časa. Štempelj, hvala lepa in naslednji. Prideš noter, zavohaš zrak, pa že imaš težave. Na MMC portalu smo prebrali, da si spal na bencinskih črpalkah. Kje in zakaj? Kje je ta uzanca, v kateri državi? Spet v Turčiji so me divji psi napadali. Evo ga. Spet ena taka zgodba, Kangali, turški psi so me napadali. Niso me napadali, ampak je bila kar krizna situacija. To pred medvedi ali po medvedi? Pred medvedi. Spet si imel še hrano s sabo. Tako, Ampak takrat so pol vso hrano dal njim. Za vero, da so me pustila vero. Ampak po tistem dogodku sem videl, da je preveč nevarno spati zunaj v Turčiji na polih, tako da sem si rekel, kolega kolesar mi je rekel, da lahko dejansko prespim na bencinskih postajah. In jaz sem potem res vsako noč spal na bencinskih postajah. Torej, dejansko si spoznal še nekaj ljudi, ki so kolesarili, so delali tako dolge poti ali so imeli neke krajše variante? Spoznal sem, naprimer, ta kolesar je šel vse do Gruzije iz Švice, ampak sem pa na poti, naprimer, kolesaril z Matthewom Švicarjem, ki je šel vse do Dubaja. Na poti sem spoznal tudi eno švicarsko družino, ko so kolesarili od Švice do Tajske, s tem, da je bil ta mal zraven, star 4 ali 5 let. In 2 leti so potovali. On, ki je začel pot, je bil 5 let star, končal je, ko je bil 7. Si predstavljate? Kakšna zgodba je ta nora? Pa vse kolesarine, iste države, skozi katere sem šel jaz. Švicarji so kar nori, ugotavljam. Res. Mislim, mi smo druga Švica, oni bežijo iz prve Švice. Hodijo ven. Kaj je bila najbolj čudna stvar, ki si jo jedel od Maribora do Singapurja? Najverjetneje v Iranu, ko so mi domačini samo v roke dali kozjo glavo, tako da sem mogel po zvilcu jesti tiste možgane. Zakaj? Ker ne bi užalil koga. Ja, to je kultura, to je ena tradicionalna jedi tam v Iranu, da ješ ti možgane, pa oči, pa jezik, tako da sem rekel, ajde. Pa te niso malo nategnili mogoče tam. Pa mora priznati, pa je bilo kar dobro. Pa je bilo kar dobro, res, ne bom žalil, je bilo kar dobro. Jaz sem pojedel si. Če bi moral izpostaviti en trenutek, ki ti bo zavedno ostal v spominu, enega, kje in kaj bi to bil?
Ja, no, se vračam na medvede, to je bil, nenormalen trenutek. Ko sem razmišljal, pač živ nazaj, jaz sem že razmišljal, ok, tukaj nimam niti signala, da staršem niti ne moram več poslati nazaj. Samo en intermezzo, si napisal poroko? Nisem. Ne moreš startati, ne. Ja, to še pozitivce. Nekateri so zihraši. Ja, pa če napišeš oporoko, že na pol priznaš, da se nekaj zgodilo. To je enako, kot če bi rekel, da se zavaruješ za napot, že priznaš, da se ti bo nekaj zgodilo. Ne. Če se zavaruješ, se ti ne zgodi. Je dilema, tudi jaz sem imel to zelo hudo dilemo, bi napisal to ali ne bi napisal, sam pol, nisem hotel še mojih staršev dodatno živcirati, pa sem rekel, rajš ne. Okay. Ej, si se kaj zaljubil, si srečal koga? Spoznal sem veliko luštnih punc. Kje so najboljše punce? Tako, kje so najlepše? V Iranu so prelepe punce. Spet Iran, jaz ne vem, sem preselil tja, pa kresi. V Iranu so bile to luštne punce, res prelepe. Noro. Čakaj malo, so zavite, si videl samo oči, pa samo obraz? Torej, ko so zunaj, morajo imeti ruto, ampak ko so pa kolegi v hiši, to pa noben ne švingla sistema. In si tudi te videl, ki so v hiši? Ja, jaz sem se družil s prijateljicami, pa so bile čisti zahodnjaki. Jaz sem se počutil tukaj doma tam. Kje dobro. Ja. In z nobenem imaš kakšen kontakt od kakšne? Si dopisuješ kakšno? Ne, tok ne. Problem je bil na poti to, da jaz dejansko sem bil v mestu 2 dni, pa sem šel naprej, tako da nekih dolgotrajnih zvez nisem mogel. No. Tudi vidim, da je težko pa vzpostavljati take stike, resne stike. Da sem rekel, pač greš naprej, če bo kaj, ampak kaj takega resnega se ni zgodilo. Pa še to, ko si šel na pot starša, niste bila najbolj zadovoljna in niste najbolj srečna, kaj pa, ko si se vrnil? To so bile pa solze sreče, res solze sreče, seveda. Pa si se vrnil, ker si lepe stvari doživel. Tako, ja, pa sta ona bila najbolj glasna. Ja, pa vidim, da so ti govorila, da popej na pot. Seveda. Kaj bi svetoval nekomu, ki bi se morda odločil za podobno pot? Jaz bi samo rekel, da sam pejt, res sam pejt. Najhujše je, ko začnemo razmišljati o tem, a bi šli ali ne bi šli, ker takrat dobimo dvome v glavi. Ampak ko dejansko si enkrat na poti, bo pa vse ok. Res, ko smo v takšnih kriznih situacijah, bomo že najdeli rešitev. 5 obveznih stvari. Za kolo ali nasplošno? Ki jih moraš imeti s sabo. 5. Torej, 5, brez katerih veš, da ne bi preživel te poti. Zdravila, kak nožek, zelo verjetno kak nožek še zraven. Torej, vodo, hrano vedno rabimo, dobro oblačila, pa dobro voljo. Še kaj, kar je takega, še dobro, da sem to vzel, ko si rekel, ne vem, po 4 mesecih. Ja, da je nahrano medvede. Evo, direkt, ja. Ker vse zadeve snemamo, bom jaz samo še dvignil kolo. Ja, mora pokazati gostinčič kolo in boste lahko videli v prihodnjih dneh, ko bo to objavljeno. Zdaj, kako smo rekli, Marin je znamka Koresa, lepo s črnim in rdečim usnjem. Ja, valjda težko. Zdaj držiš kolo, ki je bilo na 5000 in toliko metrih. Vidim, da imaš usnjen sedež, takšnega, kot so imeli včasih kolesari. To se je preživel z ritjo. Te ve, kako ta sedež je trd kot kamen, ampak vidim. Usnjen je, tako da se pol, načeloma kako deluje, da se pol prilagodi tvoji zadnjici in dejansko jaz na poti... To si rečejo. Nisem, ja. Ja, ampak je šlo. Na poti pa nisem več problema. Nisi več sploh čutil, da ga imaš, ne? Ja, sem se navadil. Ja. Samo to, si skozi države, skozi dneve, tedne, mesece bil vedno bolj samozavesten? Ja, jaz na Tajskem ob 7 zvečer nisem vedel, kje bom spal, pa se kar čez uri bil. Res, to so izkušnje, res, ko vidiš, kaj se lahko zgodi v situacijah, to si že preživel, tudi na koncu jaz sem bil najbolj samozavestna oseba na svetu. In si točno, da se bo vse lepo išlo, da bo tako, kot mora biti. Ja. Neverjetno. In v Singapurju potem si se s kom srečal še? V Singapurju me je še moj prijatelj Jan prišel pozdraviti, je bil na Tajskem prej, da se pozmenila, da se dobila v Singapurju, se je par dni preživela skupaj in pošla na let do Brnika nazaj. In še mojo kolegico Gordano si tam srečal. Tako, ja, koliko je svet mali. Človek ne more verjeti, ljudje. In koliko časa si planiral že to karto iz Singapurja potem domov, letalsko? Kupil sem karto, ko sem bil že v Indiji, tako da 4 mesece prej. Si vedel, da se ti bo pot poklopila, ali si vzel toliko fore? Ja, sem si izračunal. Na koncu sem mogel tudi 2 avtobusa odjeti, ker je zmanjkalo časa, ampak vse dano zrihtati. Torej 9000 evrov nekje približno skupno za 440 dni. Tako, 9000 evrov, kot tam. Ja, kaj pa kolo, koliko te je stalo za ga pripeljati nazaj? Jaz sem preplačil, bil sem smota
Prepozen sem rezerviral let za kolotko, da sem plačal ne 160, ampak dejansko za kolesa tam plačaš 50 evrov največ, tako da ni veliko. To ni hudo. Ja. Plača sabo kolo vlači. Ja, bo šla midva še. Ja. En krok. Samo s kolesom. Samo s kolesom. Z letalom. Ja, 100 evrov. Ja. Gašper, hvala lepa. Zdaj te čaka, verjamem, da veliko potopisnih predavanj. Tako, ja, imam že planirano veliko. V knjižnicah, na primer, bom predaval v študentskih klubih. Imaš že kakšen datum, kje lahko poveš, če hočeš? Imam datume iz glave. No, kje jih lahko vidimo? Te datume? V ljubljanskih knjižnicah, dejansko v vseh. Vseh? Ja. Imaš kakšno spletno stran oziroma tvoje Instagrame, Facebooke? Imam na YouTubeu Gašper Šircelj, Instagram Gašper Šircelj, Facebook Gašper Šircelj, povsod isto, tako da tam me lahko sledite. Krasno, hvala lepa za tvoje izjemne zgodbe, lepo, da si bil najin 4. gost in še veliko uspeha naprej, če se kam odločiš iti, poročaj, da bomo poročali tudi mi. Hvala vam, Tomaž, pa isto, ker se bo živel v tem pogovoru. Ostani tako nasmejan in dobre volje kot si. Najlepša hvala. In samozavesten. Hvala. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime Povej, kdo si. s Klepačem in Gustinčičem.